Še 5 milijard torej za sanacijo bank, v katere smo doslej zmetali že več kot 2 milijardi. 1 milijardo samo za luknjo, ki je nastala v prvih 2 letih po osamosvojitvi. Če bi delovala policija, če bi delovalo tožilstvo, če bi delovalo sodstvo, potem bi z učinkom generalne prevencije, z pregonom bančnih menedžerjev v zgodnjih 90-ih letih zelo verjetno se izognili tovrstnim ekscesom. Letih, ko je upravnemu odboru Združene Ljubljanske banke predsedoval Herman Rigelnik, tisti Rigelnik, ki mu očitajo, da je kasneje potopil Faktor banko, ki jo bomo tudi reševali davkoplačevalci. Gre za, kot rečeno, fenomen, ko banksterji, se pravi bančni gangsterji, se posmehujejo davkoplačevalcem, posmehujejo organom odkrivanja, organom pregona. Rigelnik je bil, kot se je seveda spodobilo, tudi član Foruma 21, foruma, ki ga je ustanovil nekdanji predsednik Milan Kučan. Kako vi komentirate 100 milijardo evrov za likvidacijo Probanke? Jaz nisem bančnik in s tem nisem imel nobenega opravka. Je pa imel opravka s Famo v tako imenovanem nacionalnem interesu. Famo, ki je ob pomoči hazarderskih bankirjev našo državo vodila v finančno zablodo. Narobe sem se usedel. Ja, očitno smo jo res malce zavozili. Tragično je, da so do sedaj odgovarjali odškodninsko pravzaprav samo davkoplačevalci. Torej, davkoplačevalci so tisti, ki bomo plačali vse te račune za pretekla napačna dejanja, mogoče tudi za okoriščanja, tisti, ki so jih pa povzročili, pa ne. In to je seveda eden od osnovnih problemov. No, osnovni problem pa je tudi to, da vlada potom višjih davkov želi prisiliti banke v to, da bodo podjetjem posojale denar. Podjetjem, ki so že zdaj prezadolžena in bankam tega denarja najverjetneje nikoli ne bodo mogla vrniti. Gremo se veliko čudaštvo. Če ne bo bančnik v prvi vrsti ocenjeval tveganj, ki jih je cela vrsta, in mu bo glavni motiv davek, oprostite, zame ni pravi bančnik, je neodgovoren bančnik. In tako se ne dela. Država banke sili v to, da dajejo neustrezno zavarovane kredite. Recimo, lahko se tako interpretira, ne? No, očitno država še naprej računa na nas, davkoplačevalce, ki bomo najverjetneje že kmalu naprošeni, naj pomagamo mašiti tudi luknje, ki se bodo pokazale tekom procesa razdolževanja podjetij.